pol postavili. Da se bo videli, da smo bili. Ok, pa bomo pa kar začeli. Spoštovani novinarji in ostali gostje, veliko veselje mi je, da vas lahko pač pozdravim ob začetku rožnatega oktobra, meseca osveščanju o raku dojk v imenu Evrope danes, Slovenskega združenja za boj proti raku dojk. Eno leto je hitro minilo, a ne? Spet se pač srečamo pred začetkom naših aktivnosti. Že tradicionalno pripravljamo pač številne dogodke, različne aktivnosti osveščanja, tako da bi vam to malo danes predstavili. Z nami so predsednica Združenja Evropa danes Slovenija, dr. Tanja Španič, docent dr. Vedran Hadžić z Fakultete za šport in pa Mario Samobolec, strokovnjak za prehrano in predavatelj Fitnes zveze Slovenije. Tako da bi pa zdaj kar predala besedo naši predsednici, da v bistvu pove, pač zakaj smo tukaj, zakaj se pogovarjamo o osveščanju. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala Polona za tale uvodni pozdrav. Tako da, kot je že Polona omenila, začenja se rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk. Naj začnem z statistiko, ki je vedno neko izhodišče, zakaj počnemo sploh vse aktivnosti v tem mesecu. Skratka, za rakom dojk v Sloveniji vsako leto zboli več kot 1300 žensk in nekje 10 do 15 moških. Še vedno zaradi te bolezni izgubimo več kot 400 žensk in tudi nekaj moških vsako leto. To pomeni poenostavljeno 3 ženske na dan zbolijo, več kot 3 ženske na dan zbolijo in več kot ena umre. Zaradi tega se tudi Evropa Dona že več kot 20 let prizadeva, da zagovarja in predstavlja, širi sporočila preventive in seveda zgodnjega odkrivanja. Saj že zelo dobro vemo, da je rak dojk visoko zdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zgodnje odkrivanje pa ni samo tisto, kar naredimo lahko sami in gremo zdravniku, ampak je tudi državni program za presejanje raka dojk, ki mu je ime Dora. Dora od lanskega leta pokriva celotno Slovenijo, tako da imajo vse ženske med 50 in 69 letom so vključene v ta program in imajo na voljo preventivno presejalno mamografijo, na katero so povabljene vsake 2 leti. Veliko pa lahko naredimo tudi sami, o tem bomo tudi kasneje malo več slišali in seveda s tako imenovano primarno preventivo, ki pa predstavlja naš življenjski slog, če lahko temu rečemo zdrav življenjski slog oziroma neka načela, ki naj bi se jih držali za preventivo vseh kroničnih nenalezljivih bolezni, med katere sodi tudi rak in tudi rak dojke seveda. Več o tem bomo res slišali v nadaljevanju, tako da mislim, da lahko nadaljujem. Vsi vemo, da moramo pač zdravo živeti, ampak zdaj pa kaj pa res to pomeni, smo pa v bistvu letos povabili 2 strokovnjaka, da nam bosta to malo bolj natančno razložila, tako da bi kar prosila docenta dr. Vedrana Hadžića, da pove, kaj pravijo raziskave in ja. Lep pozdrav še v imenu Fakultete za šport. Fakulteta za šport že kar nekaj časa sodeluje z Evropo Dona. To nam je v veselje, v čast, v bistvu, da lahko pomagamo na tem segmentu ozaveščanja o zdravem življenjskem slogu. Namreč ljudje o nekaterih v bistvu zadevah začnemo, bi rekel, tako prepozno razmišljati in telesna dejavnost je prav gotovo ena takšnih. Večina ljudi na nivoju te, da rečemo, zdrave populacije ima 1001 izgovor, zakaj niso telesno dejavni. In zanimivo je, da v bistvu, ko enkrat dobijo diagnozo, vsi ti izgovori naenkrat izvenijo. Najbolj pogosti vsekakor, da nimajo časa. Časa pač imamo 24 ur na dan in sami upravljamo z njim. Če si čas za to primarno preventivo, za sebe, za svoje zdravje ne moramo vzeti, potem imamo zelo velik v bistvu problem. In je to zadevo potrebno nasloviti in ljudi ozaveščati o tem, da je gibanje zelo naravno človeku, da je to nekaj v bistvu, za kar smo metabolno, presnovno prilagojeni in kar danes je v bistvu ta, ko govorimo o raziskavah, je mogoče malo smešno, da mi v 21. stoletju moramo eno dopovedovati, da je telesna dejavnost koristna. Absolutno je. Tako, ko je kajenje škodljivo, je telesna dejavnost, v bistvu gibanje koristno za zdravje. In to za vse nenalezljive kronične bolezni v
v bistvu drži. Pri raku dojke posebej mi imamo v bistvu tako od 12 do 26% različne raziskave, ki govorijo, koliko zmanjšamo primarno tveganje, da zbolimo, če smo aktivni po sicer zelo nizko postavljenih merilih Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravijo tistih 150 minut za vzdrževanje ali pa 300 minut za izboljšanje telesne dejavnosti. Zdaj, danes smo mi nekje v bistvu pobudniki tistega, čemur se reče exercise is medicine, se pravi gibanje, telesna aktivnost je zdravilo. To zdravilo je precej varno, neke kineziofobije, kaj se bo zgodilo, če bomo telesno dejavni, a se bo kakšen dogodek zgodil, je mogoče v bistvu pretiran strah, več posledic trpimo zaradi tega, ker smo telesno nedejavni in imamo v bistvu te podatke in od NIJZ-ja in od teh v bistvu informacij, koliko je telesno nedejavne populacije, k sreči, kar pa lahko v bistvu glede na podatke, ki jih imamo na FŠ, potrdimo vsaj pri mlajših populacijah smo nekje ta trend uspeli v bistvu obrniti. Tako da to, ko govorimo, kaj narediti, koliko narediti, se pravi, čist vsak dan, najmanj 1 uro si v bistvu vzeti časa za sprehod, za gibanje, ni treba iskati ne vem kakšnih rešitev, že hoja je zelo primerna oblika aktivnosti. Mi smo že pred leti v bistvu sodelovali pri tem, se pravi, spodbujanju hoje kot najbolj človeku naravne oblike gibanja, ki je koristna. In mislim, da tu res lahko združenja ogromno naredijo in da je ta stopnja ozaveščenosti, kakor se nas zdi, pa se to vsi že vemo, še vedno premehna. Mi vemo te stvari, ampak več ljudi imamo občutek, da še vedno kadi, kakor je tisti, ki se znova vključi v bistvu na novo vključi v neke procese vadbene. Tako da tle mislim, da v bistvu vadba zlasti, če je lahko tudi na začetku mogoče strokovno vodena, da se dobi nek nasvet, kako se določenih stvari lotiti, da vključuje te osnovne, se pravi hojo in tudi nekaj moči, ki je pomembno v bistvu zdaj včasih, ko mi se soočamo z bolnicam, tudi potem, ko enkrat zbolijo, je potrebno ohraniti telesno aktivnost, ker je koristna tudi potem na nivoju sekundarne, terciarne preventive. Dejansko v bistvu ni, ne vem, hujšanje ni edini cilj vadbe, to je tudi ljudem potrebno povedati. Mi spreminjamo z vadbo telesno sestavo, se pravi, mi lahko v bistvu upočasnimo izgubo telesne, izgubo skeletnih mišic, sarkopenijo, ta proces lahko upočasnimo in to je potrebno ljudem poudariti, da v bistvu vadba združena s prehranskimi ukrepi je tista, ki bo dala v bistvu nek učinek in ne držimo se teh režimov, ker ti so nevzdržni, režim kot tak je neobstoječa zadeva, ampak življenjski slog je nekaj, kar nam je v bistvu normalno za življenje, s čimer lahko živimo, da je to način, da nam je to pomembno. In res v bistvu bi rekel tako, zdaj glede na te zmage slovenskega športa in glede na to, da je šport ziher en najboljših izdelkov slovenske družbe, mi si želimo, da je res v bistvu ta uspešnost družbe ne meri samo številom kolajn, tam smo v bistvu v samem svetovnem vrhu, ampak tudi številom gibalno dejavnih ljudi, v bistvu Slovencev in Slovenk, ki so vsakodnevno aktivni. In to se mi zdi, da je tisti primarni cilj, da to delamo za sebe, ne zaradi drugih, ne zaradi nečesa, ampak zaradi tega, da to vrednoto kot zdravje v bistvu na nek način ohranimo. Ok, hvala. Jaz še nekaj dodam, da se še malo pohvalimo, da v bistvu v sodelovanju s Fakulteto za šport že 6 sezon izvajamo vadbo, ki je prilagojena z ženskam po diagnozi rak dojke, vadba in rak, vadi rad v bistvu in na ta način tudi mi spodbujamo ženske, ki so že zbolele k ohranjanju tako primerne telesne sestave kot primerne telesne teže in kot smo slišali, je tudi ta telesna dejavnost po sami diagnozi izjemno pomembna tudi za preprečevanje same ponovitve bolezni, kar je pa največji problem in oziroma strah vseh bolnikov. Absolutno, to sporočilo v bistvu mislim, da zaenkrat bolnikom, bolnicam ni še v bistvu tako sporočeno jasno, da razen v tistem obdobju neposrednega zdravljenja, ko so učinki zdravljenja v bistvu tako hudi, pa je telesna zmogljivost primerno manjša, v vseh drugih obdobjih kakršnakoli dejavnost je boljša v bistvu od nedejavnosti. Mi smo v bistvu včasih govorili o tistih 10 minutah, danes vemo, da je tudi minuta boljša kot nič minut, se pravi, karkoli naredimo je boljše kot nedejavnost, in to je res sporočilo in to se zelo dobro vidi v bistvu v teh fazah po zdravljenju, ko bolnice še trpijo v bistvu, ker gre v bistvu za določena zdravljena in hormonsko terapijo, ki se še nadaljuje potem, da tisti dnevi, ki so slabi, pač niste popolnoma nedejavni, ampak naredite, kolikor lahko. In je tudi to v bistvu bistveno prispeva tudi k ponovitvi, preprečevanju ponovitve bolezni. Hvala.
Kaj pa zdrava prehrana? Tudi vsi vemo, da moramo pač se zdravo prehranjevati, ampak zdaj pa, če nas pa že vprašajo, pa ne vemo čisto dobro. Enkrat je to v redu, drugič ni. Tako da bi prosila gospoda Marija Samoboljša, da nam pa v bistvu malo pove o teh mitih in kakšna so priporočila. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Meni je v prvi vrsti čas sedeti na tej strani mize s svojim bivšim profesorjem. Tako da to mi je v bistvu fajn in se zahvaljujem tudi Tani in Europa Doni za povabilo. Pri prehrani je tako, mogoče pri vas ne, ampak pri prehrani vsi vse vedo. Kolikor je različnih ljudi, toliko je različnih definicij zdrave prehrane in to je nekaj, kar nas v bistvu moti in poskušamo vrniti nazaj ta odnos do telesa, do vadbe, do gibanja in prehrane. Mi rečemo temu po zdravi pameti. Kaj to v osnovi pomeni? Pomeni nekako, da na svet bi mogel temeljiti na prehranski znanosti, na tem, kar nekako vemo, to, kar je dr. Hadžič omenjal, kje so temelji in kaj je potem tisto, kar v praksi funkcionira. Na sveti pri prehrani, na žalost, kot ste rekli, prehranski miti, nam tukaj ne delajo usluge. Velikokrat vzklijajo iz nekih mnenj, prepričanj posameznikov, nekih drugačnih teženj, prodajnih, marketinških, ki mislijo na vse, samo ne na ljudi, katerim to prodajajo, in najbolj labilni so tisti, ki to najbolj potrebujejo. Omenili ste prioritete in čas, kako je to stvar, ki se spremeni, ko postane bolezen. Ker od enkrat se spremeni tudi budžet, ki ga je posameznik pripravljen dati za razna dopolnila, terapije, neke pristope, ki so v literaturi nepodprti, ampak obljubljajo veliko. In pri prehrani je takšnih diet, nekih muh enodnevnic, nekih rešilnih bilk ogromno. Nažalost je zdrava pamet tista, ki ni tukaj, marketinško najbolj lukrativna, pa vendarle, če bi vrnili nekako integriteto temu področju ukvarjanja in svetovanja o prehrani, se mi zdi, da bi lahko naredili vsem neko korist, predvsem mogoče že v smislu komunikacije, medijev. Kateri pa so tisti miti, ki najbolj izstopajo? Po mojem mnenju je komunikacija o zdravi prehrani skozi metode in ne osnovne principe. Govorimo o zdravi prehrani, jej večkrat na dan, jej večkrat pomalo, 5-krat na dan, jej velik zajtrk, ne smeš jesti po 6 uri, ne kombiniraj tega s tem, dajte mi še kakšen predlog, veste, kam ciljam. To so vse razne metode, kako lahko posameznik ustreže ali pa ne nekim osnovnim principom, ki pogojujejo zdravo prehrano oziroma bojo nekako določevali, ali bo prehrana zdrava ali ne. Eden temeljnih je energijsko ravnovesje. Nekako vidimo iz literature, da je zdrava debelost na nek način skoraj da oksimoron. Ja, lahko je asimptomatska še, ampak nekako optimalno zdrava, neravno. Se pravi, tveganje za pojav raznoraznih bolezni se z stopnjo zamaščenosti, z odvečno telesno težo, z zvišanim indeksom telesne mase, kakorkoli želite, povečuje. Tako da energijsko ravnovesje je nekaj, k čemur bi morali težiti, najti načine, pomagati ljudem najti, oblikovati prehrano tako, da se na njej nekako ne redijo in tudi prekomerno ne hujšajo, se pravi, da ne izgubljajo dragoceno mišično maso. Potem je tu nekako zadostnost hranil v prehrani posameznika, to je nekako drugi princip, katerega nekatere diete, izjemno skrajne diete, ne upoštevajo. Tiste, ki govorijo o potrebnem izključevanju najrazličnejših skupin živil, po domače za brez veze. In potem se najdejo ljudje, ki izključijo celo skupino recimo glikohidratnih živil, ker glikohidrati so zdaj, strah in trepet mnogih, pa na drugi strani imamo prekomerno izključevanje oziroma izogibanje maščob, ker tudi maščobe so potem lahko problem, ker redijo spet same po sebi. Pa pol imamo cuker, ki je spet kot hudiča poslan
pa pol imamo ketogene diete, ki to rešujejo, pa izključijo spet celo skupino živil. Pa imamo lahko veganske diete na tretji strani, kjer se pa spet vse živalsko izključi, kot se je tam poprej izključilo vse rastlinsko. In pol, a vidite, to vodi lahko v razna prehranska pomanjkanja različnih hranil, neoptimalen vnos in imamo lahko spet neko neoptimalno situacijo na dolgi rok. Tretja stvar, ki pa v prehrani včasih nam zmanjkajo osvetliti, pa je doslednost. Če bi bila zdrava prehrana le nekaj, kar bi lahko veljalo samo po ponedeljkih ali pa samo na 1.1. ali neko omejeno število dni ali mesecev v letu, pa vendarle je to kot pri telesni aktivnosti nekaj, kar je treba posvojiti, vzeti za svoje, izvajati redno, dnevno, pa čeprav tisto minuto, 10 ali pol ure na dan bo bolje kot nič. Pri zdravi prehrani se mi zdi, da je enako, smo nagnjeni k skrajnostim, pa bomo en mesec šteli kalorije, grame, tehtali in počeli vse, kar je potrebno, potem bomo pa tistih preostalih 8-9 raje ne odgovarjali na vprašanje o prehrani in se skrili za tiste svoje navade, ki so nas pripeljale v stanje nezadovoljstva, mogoče bolezni, prekomerne telesne teže, slabega počutja. Tako da to so nekako 3 točke, ki bi jih jaz rad osvetljivo, ki bi nekako morale veljati kot osnovni principi zdravega prehranjevanja, se pravi energijsko ravnovesje, kakšna živila se izbira, ali dobimo dovolj hranil, po katerih potrebe seveda vemo, da jih imamo, od omega-3 maščob, različnih vitaminov, mineralov, aminokislin, beljakovin, kakšen je vnos in potem seveda ali počnemo to oblikovati na tak način pri posamezniku, da lahko to posvoji za svoje, da je lahko v tem dosleden. Kako pa zdaj on to počne, ali bo on to naredil z večjim zajtrkom pa majhno večerjo, ali bo mogoče imel manjši zajtrk pa večje kosilo, 3 obroke, morda 4 ali 5, a bo jedel takšna živila ali drugačna. To pa se mi zdi, da je bolj stvar metodologije, ne pa stvar nekih osnovnih univerzalnih zakonov, kakršne pa se nažalost komunicira v javnosti in ljudje se s tem potem identificirajo, češ zdrava prehrana je, če ne vsebuje tega ali onega ali pa vsebuje isto. Pri telesni aktivnosti opažam, da spet ljudje počnejo nič ali pa vse, spet eden izmed osnovnih nastavkov našega funkcioniranja. Ne počnemo nič, ravno pred kratkim smo dobili klic podjetnikov, večinoma sedečih, ki bi radi crossfit vadbo. Ne vem, če poznate crossfit vadbo, ampak to je ena izmed najbolj intenzivnih, zahtevnih oblik vadbe, ki je pravzaprav vstopnica za poškodbe. Zdaj, zavedam se, da potrebujem nekaj narediti, sem neaktiven, morda me bolijo gležnji, kolena, zelo sem vesel, da ste izpostavili hojo kot osnovno obliko telesne aktivnosti in morda ne tek v samem štartu za nekoga, ki ima par desetakov preveč, pa ni bil glih aktiven v preteklosti. Ljudje pa, veste, poskušajo, pa rečejo, dobil sem navodilo, dajmo biti aktivni, obujem svoje superge, grem laufat, grem na crossfit, grem na bootcamp, nihče mi ne pokaže, kako izvajati vadbe pravilno, nihče mi ne pokaže, kako se gibati pravilno in potem delam stvari po svoje, začnejo me boleti sklepi, ugotovim, da sem fuč, rabim 2 tedna, da pridem na vrh Šmarne gore in pol pridem dol in si rečem, sem probal, veste, ta šport, to ni zame. Kaj pa recimo pri zdravi prehrani, kaj bi bili pač neki te čist enostavni nasveti, recimo, če smo rekli, pač gibati se čim več, 1 uro na dan, ni treba, da je šport. Kako bi recimo pri zdravi prehrani pač strnali neke te zdravorazumske... Zdaj, ena izmed najbolj doslednih ugotovitev prehranskih znanosti je, da je zelenjava zdrava, ne ga lomiti. Tako da, verjetno, če bi pač uspeli pojesti malo več zelenjave, kakršnekoli že, ne rabi biti morda nujno bio-eko, čudežna, ne vem kakšna že, za marsikoga bo že tisto, kar mu je dostopno, bolje kot nič. Tudi tisto, kar je vloženo, morda konzervirano, zamrznjeno, bo za marsikoga bolje kot nič. Tako da zelenjava je morda neka taka stvar, ki jo je smiselno osvetliti, pa najti načine, kako jo spraviti več v svoje dnevno prehranjevanje. Tudi sveže sadje si ne zasluži dostikrat takšnega stališča medijev, kot pa ga je deležno, da je sam cukor, da ne redi, ker je cukor, ne vem, če ste slišali, ampak to je nek problem, nek trend, s katerim se je treba soočati.
Potem polnovredne žitarice, polnovredna žita so spet doživele nek boom v tem obdobju LCHF, low carb prehranjevanja, kjer se jih omejuje, pa vendarle so v znanstveni literaturi dosledno povezane z boljšimi zdravstvenimi izidi, pa imamo zdaj sadje, pa imamo zelenjavo, pa imamo polnovredne žitarice in stročnice, nekako skupine ljudi, ki uživajo teh živil več, imajo generalno nižje stopnje tveganja za razne bolezni. Potem so tu beljakovinska živila, ki so ponavadi najboljši ali pa skoraj da izključen vir nekaterih vitaminov in mineralov, kot so vitamini skupine B, omega-3 maščobe, recimo ribe, ki jih ni smiselno omejevati. Tako da to so nekako skupine živil, kjer bi bilo smiselno pokrivati, in če bi zares govorili o raznovrstni in uravnoteženi prehrani, to je navodilo, ki se ga dostikrat sliši, jejmo raznovrstno in uravnoteženo, če bi postavili to v kontekst, potem zdaj razumete, kaj sem vam poskušal povedati, raznovrstno in uravnoteženo pomeni, da nekako uspemo dobiti v svojo prehrano različna živila iz teh skupin, ne pa da samo izbiramo znotraj ene iste skupine živil, pa nekdo reče, da je uravnoteženo ali pa raznovrstno, pa pol reče, da je za zajtrk jedel kruh, za kosilo špagete, za večerjo pa rižoto. Pač vse je res drugačna izkušnja, ampak to ni res uravnoteženo ali raznovrstno. Nekako je smiselno doseči te različne skupine živil od sadja, zelenjave do stročnih žitaric, naposled tudi do mesa in rib, ki si morda ne, recimo še posebej meso, morda res ne zasluži takšne gonje, kakršne je deležno. Pomembno, mogoče v mojem zaključku, te morda predolgega govora, da dajmo vseeno razmisliti pa ločiti o predelanih mesnih izdelkih, predelanih mesninah, salamah, paštetah, narezkih in podobnih zadevščinah, pa dajmo to mogoče v svojih predstavah ločiti od nekega naravnega kosa mesa in se zavedati, da bo zelo verjetno vpliv na zdravje povsem drugačen, če glodamo eno bedrco ali pa mažemo na kruh pašteto. Pač to ni ena ista zgodba. Hvala. Zdaj bi pa mogoče še kar našo predsednico Tanjo Španič prosila, da v bistvu predstavi aktivnosti v Rožnatem oktobru, kaj vse se bo dogajalo, kako bomo osveščali javnost, kdo nas je podprl. Hvala. Najprej hvala Vedranu in Marju za vse te informacije. Res se očitno nahajamo v enem obdobju, za kar vse rabimo dokaze, kar mogoče naši stari starši niso potrebovali neke dokaze, raziskave, znanstvene potrditve, da je gibanje dobro in da je raznovrstna prehrana iz različnih prehranskih skupin pomembna, ampak živimo v takem obdobju, kjer smo lahke tarče tudi oglaševanja in očitno res potrebujemo znanstvene dokaze, da to zdravo kmečko pamet potrdimo. Seveda si tudi mi vsem tem prizadevamo vsaj en košček v tem mozaiku doprinesti in po Sloveniji v oktobru pripravljamo različne aktivnosti in k sodelovanju oziroma podpori Rožnatega oktobra se vsako leto odzove več tako lokalnih skupnosti kot tudi drugih naših partnerjev. Zato bi samo izpostavila, da letos poteka več aktivnosti po vsej Sloveniji, to so razne stojnice, predavanja, ovijanja dreves, lokalni športni in ali samo dogodki z namenom osveščanja. Imeli bomo tudi 7 tek in hoj za upanje, kar se vsako leto se nam tudi povečuje število teh dogodkov. Tako da smo prisotni letos v Ravnah na Koroškem, Radečah, Cerknici, Zagorju ob Savi, v Trbovljah, v Novem mestu, Pivki, Postojni, Kopru in Izoli, Sevnici, Novi Gorici, Slovenski Bistrici, Ajdovščini, na Jesenicah, v Radovljici, Bohinju, na Vrhniki in tudi v Ljubljani. Tako da poskušamo pokriti celotno ozemlje, kot vidite, nekje imamo še male luknjice, tako da mogoče nam naslednje leto uspe priti tudi v te kraje. Nadaljujemo sodelovanje z dolgoletnimi partnerji, kot so Telekom in Samsung, Hofer, Avon, Skaza, BSH, gospodinski aparati, Rebel, Modrčki, Žirafe, Peci, nas letos podpirajo Sailbrace, LPP mestni avtobus se ravno prej mimo pelo, tako da je že na cesti, Pošta Slovenije, Ales Moj, MAD in še verjetno bi še lahko koga našteli. Zelo nas veseli, da se nam že kar nekaj let zaporedoma pridružujejo tudi profesionalni športniki.
profesionalni šport je še en izmed kanalov, kjer lahko širši publiki sporočimo, da šport je, kot je Vedran rekel, to res naš en najboljših produktov, ki jih imamo. Tako da nadaljujemo dolgoletno sodelovanje z RK Celje Pivovarna Laško, pridružili so se nam letos tudi hokejisti iz Jesenic, Siakron Jesenice. Nadaljujemo tudi sodelovanje z Nogometno zvezo in sicer letos v sodelovanju z žensko reprezentanco, kar nas še posebej veseli, da še naše punce nogometne malo povežemo v tej zgodbi, in tudi s košarkarji iz KK Cedevita Olimpija. Za zaključek, da ne bomo naštevali, vsak dan se zagotovo nekaj dogaja, vse je objavljeno na naši spletni strani europadona.si in na našem Facebook profilu. Jutri pa bi vas že povabili na druženje z nami v Park Zvezda v Ljubljani, kjer bomo prek 6 preprostih nalog pozvali udeležence k zavezam za zdrav življenjski slog. Slišali smo danes veliko o telesni aktivnosti, prehrani, primerni telesni sestavi. Pri ženskah so izjemno pomembni tudi hormoni oziroma starostno obdobje, v katerih se nahajamo, zato bi vse te dejavnike tveganja za raka dojk radi še posebej izpostavili in prek 6 preprostih nalog udeležence pozvali, da sprejmejo zaveze za ta življenjski slog. Sporedno bomo pa pripravili še eno mogoče inštalacijo, kjer bi radi ponazorili, koliko žensk bo v oktobru zbolelo. Ta namen bomo pobarvali več kot 100 parov čevelj v roza in en par moških čevljev v modro. Toliko ljudi bo v tem mesecu izvedelo za diagnozo rak dojke. Vsak je seveda v svojih čevljih, vsak je v svojem stadiju odkrit in vsakega čaka njegova zgodba in to bi radi tudi malo ponazorili. Tako da lepo vabljeni jutri v Park Zvezda med 11. in 15. uro se podružiti z nami. Z nami bojo tudi strokovnjaki iz fakultete za šport in tudi drugi partnerji. Pa vreme upamo tudi, da bo. Vreme bo, nekaj bo. Ne glede na to. Vreme ni izgovor. En je čas, drugi je vreme ni izgovor. Vse se lahko oblečete pa prijeti. Ja, tako da vreme ni izgovor. Vse imamo teh. To še za zaključek je res mogoče, če lahko tako stalno vprašanje, kjera vadba je učinkovita, redna vadba. Sam ta je učinkovita, vse drugo je čisto vseeno, kaj zberete. Sam, da se redno nekaj počne, tako da tudi vreme res ni izgovor, ker pridite. Bomo že prilagodili zadevo. Tako je. No in s tem smo pač zaključili ta naš del, zdaj pa vas vabam, da tamle še malo poklepetamo ob kavi. Pa še za dodatno vprašanje. Če ima pa kdo še kakšno vprašanje, no, ki bi pa zdajle kar pa tudi lahko.